Obljubili smo gosta in ga imamo, Nino Ošlak je z nami na Totem Radiu. Zdravo, Nino. Zdravo, zdravo. Tako slabo leto, kar si bil na zadnje tu, ne, se mi zdi. Ja, matematika ti gre kar dobro. V bistvu ne, ampak si pa fajn goste, si pa zapomnim, ne, ko pridete do ti studia. To je pa lepa, hvala lepa. Ja, hvala, vidiš, ta stari radijski bontone, ne. Tako. Nino, povej nam malo, kaj se je vmes zgodilo. Takrat si imel nov komad, ki si ga prišel predstaviti. Kaj se je zdaj dogajalo? Veš kaj, toliko stvari se je zgodilo, da zdaj upam, da mama dosti cajta. Da to vse zdaj povem, čakaj malo, zdaj se moram malo zbrati. Skratka, ja, veliko stvari se je zgodilo vmes v tem času. Prva taka večja stvar, ki je bila nova plošča, ki je išla čisto ob koncu leta, tako da zdaj ni več svežano, ampak je. Ampak še vedno zelo fajn za poslušati. Absolutno. Ja. Absolutno. Plošča z naslovom Elektroromantika. Pred izidom plošče sem imel pa en poseben koncert še lani v Cankarjevem domu, z istim naslovom, kjer smo v bistvu ploščo tudi predstavili. Izjemno dobro obiskani, odlično uspel koncert. Ful je bil lep koncert in so res bili, po dolgem cajtu sem imel res en tak, kaj naj rečem, tak zelo s čustvi nabit koncert, ker so bili izjemni odzivi in ko pogledam te slike za nazaj, si rečem, je bilo vredno vseh teh ur in ur, tednov, mesecev priprav. Res je. In moram reči, ne, si eden tistih redkih pogumnežev pri nas, ne, ki pa še vedno rade volje organiziraš koncerte. To je največ kar naporna stvar. Je naporno, ampak veš, zakaj bi se zdaj skozi nekaj pritoževali? Slovenci imamo to neko razvado, se mi zdi, da radi kar pojamramo, ampak jaz sem pa en tak večni optimist in tudi če ne gre vedno vse po maslu, po planu, pa se treba znajti, improvizirati. In v muziki je to pogosto, tudi na odru, veš, marsikaj se zgodi, ne, pa človek pozabi besedilo, pa potem v Cankarju, hvala Bogu, v prvi vrsti je bila ena moja dolgoletna oboževalka, poslušalka, no, zdaj bom rekel kar poslušalka, ker je znala, bom rekel kar malo odraščala, no, in ko sem njo pogledal, ona je znala tudi kitico, ne sam refrena, veš, in pa sem se tako ujel. Enako je, moram priznati, tudi pri vodenju prireditev. Če si voditelj na prireditvah, so meni vedno rekli na začetku, ko sem začel s tem, vedno si nekoga najdi v publiki, ki prijazno zgleda, pa se ti lepo smeji. In je fajn občutek, ne? In obvezno in nikoli ne gleda tistega, ki želi, da se boš zmotil nekaj, ne? Ampak tistega, ki je prijazen, vedno se enega najdeš in res lažje zlaufač. Res je. Pa fajni občutki so, mislim, da je bila publika, vsa publika je bila super, ampak se prav spomnim enega momenta, no, da, veš, to je toliko enih priprav, to so pač posebni koncerti, niso neki vsak danjega, kar počnemo sicer z bendom, ampak je bila tudi razširjena ekipa glasbenikov z mano in so bile točke malo drugače pripravljene in potem imaš toliko stvari v glavi, da tisto osnovno stvar, ki jo drugače stresam iz rokava, tekste pišem sam, muziko pišem sam in sem pol tekst pozabil, mislim. V lifeu ne bi pomislil na to, da bom tekst pozabil, svoj tekst, ampak se zgodi, ne? Najboljši. Ne? Ko smo že pri tekstu, ne, lahko te slišimo tudi v kakšni znani risanki. Dobro s tem se ukvarjaš. Mogoče marsikdo tega ne ve, tudi jaz dolgo nisem, potem pa sem Smrkce gledal v kinu. Pa nek znan glas, ne. Kaj je to Nino ali te Smrkce? No. Res je, veš kaj, evo to pa ena stvar, ki se pa leto zgodila nekje v začetku, sred poletja je šla risanka, nova, oziroma ne risanka, risani film, animirani film, Smrkci, v kateri imam pa v bistvu glavno vlogo, igram namreč enega čist novega Smrkca, zdaj ne smem vsega razkriti, ker je zadeva še v kinu, tako da jo pejte pogledat, ker je res, ni to zdaj sam za otroke, ampak je to enih sporočil zadaj, danes v teh risankah, pa ne sam danes, vse to je od nekdaj bilo, se mi zdi, da ko gledaš vse generacije so risanke. Ko gledaš z odraslimi očmi, z nekimi izkušnjami, ki jih z leti dobiš, vidiš v teh zgodbah tudi nekaj več. In je v bistvu ena taka lepa zgodba, moj Smrkec, ta Smrkec, kateremu sem jaz posodil glas, išče svoj smisel življenja, svoje mesto pod soncem in je tak optimist, bom rekel, kar mogoče v enih stvareh so si podobna, da nekako ni obupal, je šel naprej in na koncu veselo živi in uživa. Več ne smem povedati. Kar je najbrž tudi pri eni taki sinhronizaciji risanke kar pomembno, ne? Po mojem, če enega takega dobiš, da si, ta pa mi je
Mi je fajn. Tam je pa kar podobno. Se ne rabiš toliko igrati. Mogoče, mislim, še vedno je neka igra, ne? Ampak vedno je, jaz sem v bistvu, moram povedati, padel v risanke zaradi muske, zaradi petja, ker so najprej rabili, se pravi, igralci so sinhronizirali tekstovni del, pa so pa rabili za pesence in so me pač enkrat klicali in sem posnel par tistih komadov, super mi je bilo zabavno in pol režiser reče, pa ti imaš pa tak zanimiv glas, dej, a bi probil ti še tole, sam tako čistesno. In so mi dali enega hodobca in jaz sem se ful uživel, meni je bila to tako zabava. Žurka in sem v bistvu prvi lik imel en tak čist kontramen. Zdaj sem pa evo zadnji bil pa recimo ta Smrkec je bil tak, mi je malo podoben in tudi eno tako blazno lepo balado ima noter, ki mi ful leži in je lepa pesem. Dobro, no, pogledajte Smrkce in malo poslušajte zdaj Ninota in potem tudi v risanki, katerega Smrkca on pravzaprav sinhronizira. Ok, zdaj bomo poslušali Med nama, eden tvojih hudih hitov iz leta 2023, če se ne motim. Tako, iz Popevke 23. Iz Popevke. Evo, ta bo zdaj prava Popevka, tak fajn, v totem popoldnevu zdaj pa še Nino Ošlak Med nama, potem pa o tem, s katero znano pevko tudi sodeluje in poučuje glasbo in kdaj nas Nino spet vabi na koncert in zakaj je ta dvorana, v katero nas vabi, tako posebna. Lep pozdrav, Nino, še enkrat. Zdaj ne vem, je dober dan ali je že dober večer. Načeloma je dober večer, ja. Ja. Tema je... Ampak je pa dober, to je pa. Dober pa je vrhunski. Vedno imate, veš kaj, to moram prav povedati, evo, v eter. Ne bom sam izven etra hvalil, ampak res, vedno imate tako fajno energijo. Se spomnim recimo lani, ko sem bil tukaj, sam da sem stopil noter, jaz sem imel tak težek dan in to je pokalo po energiji tukaj. Jaz ne vem, na čem ste vi, ampak nismo. Lepo se imate, to se čuti, res. Na dobri družbi in to je to, ne. To je to, tako da vedno dobrodošel, tudi ko nemaš najboljše volje, priješ k nam, evo, pa greš čist drugačen domov. Učiš glasbo, poučuješ in sodeluješ tudi z našo divo Heleno Blagne. Tudi, oboje še vedno počenjam. Ko sem končal študij na Akademiji za glasbo, v Ljubljani sem zelo hiter začel tudi poučevati, v bistvu že tekom študija in nekako mi je bilo to takoj klika, veš, ko rečeš top. Veš, ko delaš z mladino, ko delaš z mladimi talenti, ugotoviš zelo kmalu, da se nikoli ne nehaš učiti. Pa tudi, če te kakšno bedarijo, da ne učijo. Super je to, veš, to je fajn. Ja. In tako da tudi s Heleno sodelujeva, sva že kakšen duet odpela skupaj, pa v njeni pevski šoli sodelujem, tako da se dobro razumeva in odlično. Dobre stvari počnemo. In zdaj, Nino, prihaja koncert. Tako je. Kje in kdaj nam pove najprej? 30. november, to je nedelja. Proti večeru ob 7. zvečer začnemo. Festivalna dvorana v Ljubljani. Jaz imam god 30. novembra. God. Nimaš izgovora. Andrejevo je 30. novembra. Dobro si izbral. Dobro, ne? Okay. Skratka, 30. novembra, nedelja, festivalna dvorana v Ljubljani. Poudarjamo v Ljubljani, zato ker imate tudi tukaj eno dvorano v bližini. Ne? Tako, Tako da bo en poseben večer. Ne bo to klasičen koncert z mojim bendom, ampak bo nekaj več, ker bo na odru malo več ekipe, malo več glasbenih mojih prijateljev in tako naprej. Vem, da nočeš vsega povedati, ampak vseeno je to ne smem, veš. Ena dvorana, to pa lahko poveš, to je ena dvorana, ki ima pri tebi tudi eno posebno mesto, ne? Vem, kam greš. Dobro si obveščen. To je pa, festivalna dvorana je dvorana, kjer sem jaz ne bom zdaj točno številke povedal, ker mi matematika ni najbližje. Pred leti? Tako, pred toliko in toliko leti imel svojo valeto. Valeto, na katero imam lepe spomine. Lušten večer je bil, en del večera se ne spomnim pol tako dober, ampak vem pa, da je bilo ful fajn in da smo se imeli dober. In ko smo z ekipo prišli na idejo, da bi delali tam koncert, sem rekel, da je to v bistvu ena taka dvorana, ki bo imela za mene še en tak poseben, bom rekel, čustven pridih, ker bo malo nostalgije, mogoče pride celo kdo od sošolcev iz tistih časov, pa vem. Ne. Zakaj pa ne? Skratka, imam lepe spomine na to dvorano in bom prvič samostojno tam. Vmes sem že kdaj kot gost bil na kakem koncertu tam, zdaj bom pa čisto prvič v bistvu v tej dvorani samostojno. Hitro po karte, kam? Tako, eventim.si in ostala prodajna mesta. Smo pa koncert poimenovali, to moram še povedati, srečni oziroma srčni momenti, taka besedna igra, ker sem ugotovil v zadnjih letih,
po marsikaterem koncertu so ljudje prišli do mene, pa sem videl te srečne, nasmejane obraze, ko jim je bilo fajn, pa sem rekel, nimam komada v sreči, bom pa naredil koncert, ki ga bomo tako poimenovali in sem rekel, to je en tak... Perfektno. To bo zagotovo en lep večer, kjer bomo delili srečo in si podarili drugemu, ker tudi publika nam da ogromno nazaj. Ne? Absolutno, tudi nam, radijskim voditeljem. Bomo skupaj ustvarili nekaj srčnih momentov. Evo. Bravo, srčno in srečno, torej 30. novembra, festivalna dvorana v Ljubljani, Nino Ošlak v razširjeni zasedbi, da temu rečem tako, ne, z veliko glasbenimi prijatelji, vrhunskimi glasbeniki, ki bodo naredili nepozaben večer, sicer pa kmalu tudi na naših družbenih omrežjih boste imeli povezavo do vstopnica, slučajno ne bi kliknili, ki je mimo. Ne? Nujno na eventim.si. Mislim, da ne bo težavno, tako da lepo vabljeni. Z veseljem pridemo in bomo s tabo srčno. Ne bom vam žal, res so vedno dobri, mislim, kaj rečem dobri, ne bom skromen. Slovenci smo pa reči, da se mi zdi tako preveč skromni, pa res so dobri koncerti in je res vedno taka energija, da sem skromen, če rečem, da bo sam full fine. Evo, to je najmanj, kar bo. Tako. Super. V redu, naj dobro rata ta koncert in vse ostalo in pridi spet, ne? Z veseljem. Hvala za povabilo, za eno prijetno popoldne večer in za dobro energijo vedno na totem. Hvala. Nino Ošlak z nami in 30. novembra ne pozabite v festivalni dvorani v Ljubljani na odličnem, srečnem, srčnem koncertu.